Lep pozdrav. Z menoj sta doktorica Vesna Jug in magistrica Nastja Mulej. Doktorica Vesna Jug je docentka za psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, kjer poučuje predmete z področja razvojne psihologije. Poleg pedagoškega dela sodeluje tudi v različnih raziskavah s področji razvojne in reproduktivne psihologije, psihologije osebnosti ter vpliva pametnih naprav na človeka. Je koordinatorica tutorjev učiteljev na fakulteti in članica komisije za tutorstvo na univerzi. Pri svojem tutorskem delu se predvsem srečuje z izzivi dela s študenti s posebnimi potrebami in s posebnimi statusi. Kot recenzentka sodeluje pri različnih znanstvenih revijah tako v Sloveniji kot v tujini. Je aktivna članica strokovnega sveta Društva psihologov Slovenije. Leta 2022 je sodelovala kot članica organizacijskega odbora 17. Evropskega kongresa psihologije, leta 2023 pa je bila predsednica organizacijskega odbora 9. kongresa psihologov Slovenije. Magistrica Nastja Mulej je magistra komunikologije, univerzitetna diplomirana ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja, specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno soočanje z izzivi, učinkovito vodenje ljudi, sestankov in projektov, timsko sodelovanje in več enostavnosti pri delu. V mednarodni agenciji New Moment, New Ideas Company je skoraj desetletje vodila oddelek za nove ideje. Organizirala je mednarodna interdisciplinarna srečanja za spodbujanje kreativnosti, urejala revije in knjige, prirejala različne razstave, predstave, koncerte, srečanja in izobraževanja. Svetovala pri strateških komunikacijskih projektih, bila v žirijah oglaševalskih festivalov. Svoje znanje in izkušnje je kot predavateljica na več visokih šolah prenašala na mlajše generacije, še vedno piše za strokovne revije. Dolgoletni trud in predanost, radovednost in želja po učenju sta jo pripeljali do ekskluzivnih licenc za treniranje tehnik razmišljanja in delovanja po dr. Edwardu de Boonu, s katerimi ljudi uči bolj učinkovitega in usmerjenega, konstruktivnega in kreativnega, sistematičnega in sodelovalnega razmišljanja in delovanja. Zelo me veseli, da sta pripravljeni deliti svoje izkušnje in poglede na razmišljanje o učenju, spominu, ustvarjalnosti. Vesna, bi kar s teboj začela? Kot univerzitetni profesorici študente dobiva z mišljenjem, da bi se morali že znati učiti, da so se kako se učiti naučili že v osnovni šoli, srednji šoli. Sama pa opažam, da so jim te informacije, kako si organizirati gradivo, kako si narediti dobre izpiske, da so jim te informacije zelo dobrodošle. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ja, študenti so strašno različni med seboj. Nekateri pridejo zelo, zelo dobro opremljeni, nekateri pa rabijo vsaj na začetku majčkeno več spodbud. Najbolj opažam to, da gre res za en tak zelo velik prehod iz bolj organiziranega izobraževanja, kot je recimo osnovna in srednja šola, na univerzitetno, kjer pa je način dela čisto drugačen. Gradivo je mnogo več kot na prejšnjih ravneh, veliko je nekih obveznosti, nekih zahtev, sodelovanja s sošolci, veliko različnih profesorjev, vsak zahteva spet drugačen pristop. Tako da tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, kakšne imajo res izkušnje z učenjem in pa da razumejo, da kar naenkrat bodo mogli, pa tudi tisti, ki mogoče prej niso rabili toliko veliko delati, začeti malo bolj resno vse skupaj jemati. Tako da nekateri imajo na začetku malo težav, mogoče so prve ocene malo nižje, se čisto ne znajdejo dobro. Tako da, ja, se mi zdi, da je precej pomembno, da se prilagodijo na način dela. Imajo seveda na voljo, da povprašajo koga za pomoč, da se morda pogovorijo z starejšimi kolegi, tudi tutorji so na voljo in tako naprej.
Meni se je izjemno obrestovalo, da sem jih preprosto začela učiti strategiji učenja. K sreči imam možnost, da to vključim v učni načrt predmeta pedagoška psihologija, ki ga na fakulteti za šport poučujem. Pa kakšni na začetku rečejo, a zdaj se bomo pa učili zapiske delati. Pa na koncu, potem, ko evalvacije predmeta berem, rečejo, da se jim zdi pa to v redu in da bi to morali pa že skoraj da v prvem letniku spoznati, ker se mi zdi jih preseneti ta količina snovi glede na nižje nivoje. S tem, da tudi na začetku je zelo pomembna motivacija za učenje. In recimo, da naj bi vse večinoma prišli študirati smer, ki jih zanima, tako da bi naj bila motivacija z tega vidika boljša. Morda je, recimo, ne vem, če so prišli iz gimnazije, je bilo veliko predmetov, ki jim pač niso bili zanimivi. In so imeli težave. Tukaj pa ta motivacija, sploh notranja motivacija, je tista, ki jih lahko potegne naprej. In tudi potem še zmeraj se bodo pa srečali s predmeti, ki jim pa spet ne bodo toliko ljubi, ali pa kakšen profesor jim ne bo tako zelo simpatičen. Tako da je pa spet potrebno, da dobijo neka taka znanja, neke take veščine. Zdaj na študiju biopsihologije, psihologije se o tem zelo veliko pogovarjamo, že od začetka naprej. Spoznajo tudi zelo take evidence-based pristope. Pri kognitivni psihologiji se ogromno s tem ukvarjajo, tako da dobijo nek uvid, kaj recimo je tisto, kar je za njih najbolje. Ali pa tudi seveda povezava z razumevanjem delovanja možganov. Kaj pa ta trend zapisovanja na predavanjih? Jaz imam občutek, da mnogi samo sedijo in poslušajo. Nekateri dobesedno prepisujejo prosojnice, nekako spregledajo to, da je smisel dobrih zapiskov prilagoditi snov na način svojega razmišljanja. Kakšni rečejo, jaz sem bolj slušni tip in potem poslušajo, čeprav vemo, da psihologija ugotavlja že lep čas, da ta delitev na slušne, vidne in ta pač vakog stil učenja oziroma učne stile je bistveno bolj mit kot pa karkoli drugega. Ja, tudi tukaj so zelo velike razlike med študenti. Eni res, tako kot si rekla, pridno zapisujejo vse možno, nekateri pa samo poslušajo. Zdaj, kar se tiče teh delitev na učne stile, to je recimo bilo včasih, se mi zdi, kar precej razširjeno, sploh med pedagogi. In če je recimo bil kakšen učenec, ki mu je šlo učenje dobro, pa mu je rekel kak učitelj, pa se ti se pa sploh ne rabiš učiti, ti samo poslušaš pouk, pa že vse znaš, sigurno si slušni tip. In mu to ostane potem še naprej. Da potem, ko pa enkrat pride na fakulteto, pa se spozna s tem, da ne bo mogel na tak način več delati. Tako da absolutno, tisti študenti, ki delajo zapiske, imajo praviloma boljši učni uspeh, ker si zapišejo stvari, kot so recimo, ne vem, navodila, kako pripraviti izdelke. Kako recimo profesori zelo pogosto povedo na predavanjih, katere so pomembne informacije, kaj je treba ekstra biti pozoren potem za učenje, za izpit, katere so stvari, ki so samo informativne. Tako da si lahko tudi majčkeno razporedijo, kaj se bodo učili, česa se ne bodo, da ne preveč balasta se učijo. In če je to pri 10 predmetih, kar je recimo povprečje za en študijski letnik, ne bo si zapomnil en študent, če si ne bo napisal. Je pa seveda zelo pomembno tudi, da so zapiski, ki jih pripravljajo, kvalitetni. Ne samo to, da te ni na predavanje in si skopiraš kot sošolca. Težko bodo morda našli nekoga, ki razmišlja točno tako kot oni. Nasja, ti se pa ogromno ukvarjaš s področjem razvijanja ustvarjalnega razmišljanja in ustvarjalnosti na splošno. Imaš občutek, da bi vsi lahko bili bolj ustvarjalni v naših življenjih, kot pa smo? Zagotovo. Tako kot lahko rečemo, vsak izmed nas bi lahko bolje tekel, vsak izmed nas bi lahko bolje plesal, bi lahko vsak izmed nas bolje ustvarjalno razmišljal. Tako da tu je potencial, ki ga vsakdo lahko nadgrajuje in nadgrajuje. Psihologi načeloma na ustvarjalnost gledamo kot na sposobnost. Torej, da imamo vsi vsaj malo, večina nekje v povprečju, kakšni pa so seveda ekstremno ustvarjalni. Imam pa občutek, da v šolskem sistemu gledamo na ustvarjalnost kot na nekoliko zapostavljeno značilnost ali pa sposobnost.
in da imamo mnenje, da jo lahko razvijamo samo v sklopu predmetov, ki so povezani s športom, recimo glasbi, likovni umetnosti in tako naprej, morda malce pri slovenščini, pri kakšnih esejih. Se mi pa zdi, da bi jo v resnici lahko vključevali v čisto vsak predmet, v čisto vsako vsebino. Imaš tudi ti takšen občutek? Zakaj misliš, da tako gledamo? Jaz na ustvarjalnost gledam kot na veščino, skill po angleško. Kot nekaj, kar v bistvu zaposluje naše možgane, da kombinirajo informacije med seboj v nekaj novega. In to seveda bi lahko delali pri čisto vsakem predmetu, kajti ravno za tem bi si otroci, oziroma kdorkoli, ki se uči, veliko lažje zapomnil vse te razne informacije. Opažam pa seveda, da ljudje nekako pravzaprav ločujejo, to je zelo zabavno, eno je kreativnost, eno je ustvarjalnost. In potem, ko rečejo, mi vemo, da so to sopomenki, da je pač ena latinskega izvora, ena slovenskega izvora, ampak ljudje rečejo, ustvarjalnost, to je nekaj, kar delaš kot ročna spretnost, ne, kreativnost, to je pa tisto, kar se pri umetnosti dela. In to, kar jaz učim, ker pravzaprav imam program za 6 let, lahko poučujem učitelje, da 6 let učijo otroke, kako razmišljati. Tam je pa cel botanični sistem, jaz rečem, botanični sistem misli, kako bi lahko namerno vodili svoje misli, da bi širili svoje zaznave, da bi na ta način videli, pa ustvarili stvari, ki še niso bile in s tem tudi boljše sodelovali med seboj. In ja, v klasičnih šolskih sistemih tega skoraj ne vidim, razen pri tistih, ki so bile kdaj pač na teh programih izobraževanja pri meni. Imaš kdaj občutek, da je to zaradi velike potrebe po objektivnosti ocenjevanja? Ker ustvarjalne izdelke seveda je včasih težko oceniti, oziroma kdo je tisti, ki bo sodil? Ja, izjemno dobro vprašanje. Dejansko, jaz se trudim vpeljati razmišljanje kot ločen predmet, že v osnovne šole ali pa vsaj v srednje šole. In kadarkoli sem bila soočena, zdaj sem jaz morala ocenjevati, je bilo absolutno nemogoče. Kako boš ocenjeval, recimo, da lahko ocenjuješ količino idej, kako boš ocenjeval to fleksibilnost, kako boš ocenjeval originalnost, kako boš ocenjeval elaboracijo. Jaz poleg tega vedno delam, da delajo v timu, po 2, 3, 4, 5. Kako boš sodeloval prispevek vsakega posebej. Tako da se borim za razmišljanje kot ločen predmet, ki se ga ne ocenjuje. Ker nima smisla, ker ocena pravzaprav ustavi proces uživanja v učenju in v pridobivanju znanja. Ker ali delaš samo za 2, ali pa ga ustaviš, se je 5. Tako da vsaj pri razmišljanju, ko rečem razmišljanje, vedno mislim kreativno razmišljanje, ker to je pravzaprav razmišljanje, ne? Ti stare stvari daješ v nove kombinacije, zavestno pelješ misli izven ustaljenega vzorca, prideš do širših zaznav, do novih uvidov, do novih konceptov, do novih idej. In ja, tega se ne splača ocenjevati. Res je. Analitika torej v tem predmetu ne bi imela prav velike vloge. Absolutno bi se lahko šli formativno ocenjevanje, ker ti pa vidiš napredek. Ko smo imeli, ko kolegica je delala doktorat, kjer je opazovala učence, ki jih je poučevala razmišljati in seveda na začetku in na koncu tudi izmerila po Torensu, pa tudi po samopodobi, pa po fokusiranosti, seveda je videla izjemne razlike, statistično različne v primerjavi s sosednjim testnim razredom. Tako da lahko na ta način vidiš razliko, oziroma jaz sicer delam kakšno vajico, čisto klasičnega divergentnega razmišljanja, če imam učence celo leto, pa na polovici leta, pa na koncu leta. In dobesedno samo preštejemo, pa pogledamo sodelovanje, vidiš razliko. Zdaj pa nekdo začel tukaj, pa gre pa to, nekdo tam, kakorkoli. Tako da, če bi bilo že treba ocenjevati, bi lahko ocenjevali samo zavzetost, pa primerjavo, ne gledali primerjavo prej in potem. Ja. Omenila si fokusiranost, Vesna. Jaz imam občutek, da današnji življenjski stil zahteva strašno hitro predelavo informacij. Tudi raziskovalni podatki počasi grejo v smer, da se pozornost pri mladih slabša. Kaj meniš o tem, pa kaj to pomeni za naše študente oziroma za bodočnost? Ja,
Sodoben svet je res tak, ne? Ogromno nekih informacij, tako jih imamo na dosegu roke, butajo v nas, od vse povsod, strašno so privlačne in gledamo več stvari naenkrat, ne? En hiter posnetek tle, pa vmes še odpišeš na neko sporočilo in je naša pozornost strašno razpršena, ne? In za študij je pa še zmeraj potrebno pozornost usmeriti in obdržati fokus malo dlje časa, ne? Sploh če gre za predmet, ki ima veliko gradiva, veliko neke take težke vsebine. Takrat je seveda zelo pomembno, ne? Da študenti se naučijo, seveda ne gre z danes na jutri, ne? Ampak da se naučijo, kako pa morda obdržati pozornost na gradivo, ki ga predelujejo, ne? Zdaj seveda tudi načini poučevanja, učenja so danes drugačni, kot so bili včasih, ne? Tako da tudi glede na to, kakšen je svet, tudi seveda vsi prilagajamo naše načine poučevanja, približevanja snovi, da so študentom tudi bolj zanimivi, ker recimo v preteklosti je bilo tega nekoliko manj, ne? Pa so poročali študenti, da je suhoparno in da jim je dolg čas in potem jih je seveda zelo hitro zamotilo vse ostalo, kar nam je bilo bolj zanimivo. Tako da recimo pri nas zelo uvajamo te prožne oblike učenja in poučevanja, ki so se izkazale kot ena taka zelo dobra reč, da študenti so angažirani, da jih stvari zanimajo, da se vključujejo. Recimo, da imamo, ne vem, interaktivna predavanja z videoposnetki, z takimi primeri, diskusije, problemsko učenje, sodelovanje med študenti, kaj še imamo, študije primerov, simulacije, igre vlog in tako naprej. Tako da takrat, ko pa je poučevanje bolj dinamično, se mi zdi, da je študentom tudi lažje, da se jim približa snov na način, da potegnejo neko zavedanje, to pa je nekaj, kar mene pa zanima, kar pa mi bo koristilo na moji nadaljnji poti. In potem v teh primerih pa lažje vzdržujejo pozornost oziroma... Ja, se je pokazalo, da ja, ne? Sploh takrat, kadar gre za neke take aktivnosti, kjer dobijo ali morda tudi ali kakšno oceno, ali kakšno ugodnost za naprej in tako na take načine. Se mi zdi, da jim je bolj zanimivo in manj posegajo po motečih elementih. Ne? Mislim, če lahko jaz tukaj svojo izkušnjo, jaz večinoma učim odrasle in tudi pri odraslih pazim, da na največ 20 minut menjam aktivnost. Se pravi, skoraj nikoli ni, da jaz poučujem teorijo, vedno delam po principu flipped classroom, se pravi, doma si preberi, ko si z mano delamo, in pa še tisto, kar delamo, ves čas menjavam. Če sem na Zoomu, menjavam na 7 minut. Tako da jih imam ves čas v pozoru. Ali so to otroci, ali so to odrasli, ni neke razlike. Pač otroci imajo še malo manj pozornosti, ampak to 18-letnik ali pa 50-letnik sta tu nekje. S tem, da opažam jaz tudi, da recimo potrebujejo veliko več odmorov, kot so jih potrebovali včasih študenti. Tako da včasih brez problema so zdržali 1,5 ure na nekem predavanju, zdaj pa že kar prosijo po 45 minutah, če lahko imajo malo pavze. Je naporno. Redno je smiselno uvajati po 45 minutah 5-minutni odmor. Sicer ta 5-minutni odmor potem nastane 10 minut predno grejo ven, pa nazaj noter pridejo, ampak jih pa spet dobimo za 45 minut, kar pa je pomembno, ne? Ker ko pozornost enkrat uide, se mi zdi, sami od sebe ne bodo znali več vrniti oziroma nastopi utrujenost. Neko gibanje, neko dihanje vmes. Ker možgani se nima kdaj odpočiti, ne? Ti ne hodimo več peš, da bi se zadeve sedimentirale. In pa so ves čas v pozoru. Si omenjala spremembe v načinu poučevanja. Zdaj med te novejše trende spadajo tudi samoregulativne strategije. Nam lahko morda malo več o tem poveš? Ja, samoregulativno učenje je nekaj, kar je zelo prepoznano v kognitivni in pa pedagoški psihologiji. Se pravi, gre za nek proces, ni to za eno instant rešitev, ampak gre za nek proces, tak konstruktiven, v katerem si učenci postavijo neke cilje in pa potem usmerjajo svoje delovanje, se pravi mišljenje, čustva, motivacijo, vedenje na tak način, da tem ciljem sledijo. Se pravi, jih morajo vmes seveda spremljati, morajo nadzorovati, reflektirati na koncu
In potem je to spet en tak krožni model, ko pridemo do pa naslednje vsebine. Ne. Vedno pa seveda moramo imeti v mislih cilje, ki jih imamo postavljene, pa seveda kontekst ima tukaj tudi zelo pomembno vlogo. Ne. Kakšna je konkretno naloga, kakšen je konkretno nek predmet, ki se ga zdaj moram naučiti. Ne. Tako da iz tega recimo izhaja zelo veliko nekih faz v učenju, zelo veliko nekih področij v učenju, kot sem že rekla, no, kognicija, metakognicija, se pravi, da se še zavedajo zraven, kako se učijo. Zdaj sem pa malo odplaval, mogoče rabim odmor. Tudi seveda zelo pomaga, kako oni vrednotijo nek predmet, če imajo neko pozitivno valenco za ta predmet, jim bo definitivno lažje. Ne. Tako da iz tega pristopa potem izhajajo zelo take konkretne strategije, no, ki so bile postavljene čisto kot nek najprej teoretski okvir in potem pa čisto na praktičen način. Je pa verjetno prenosljivost teh strategij pa teh pristopov tudi zelo velika za življenje, ne? Torej, da ni to samo nekaj, kar ostane pri predmetu, ampak... Ja, sigurno, ne? Ker je tudi škoda, da se takih zadev ne gre bolj sistematično poučevati že na nižjih ravneh. Ne? Ker bi včasih kakšen že učenec, dijak prišel skozi malo lažje, če bi vedel, kaj je v ozadju, na kak način morda lahko on samega sebe nadzira. Ne? Ker recimo raziskave so včasih so pokazale, zdaj novejše raziskave so pokazale, da že zelo mladi učenci zmorejo vsaj neke osnovne oblike samoregulacije. Včasih je bilo pomišljeno, da to se pa šele potem kasneje pojavi. Ko smo veliki. Ko smo veliki, ja. Te težave, s katerimi se učenci soočajo, ne, pogosto poskušajo študentje težavi reči izziv in uporabljajo raje izziv namesto težava. Ali lahko samo s preimenovanjem iste stvari začnemo spreminjati razmišljanje, Nastja? Ja, dobro vprašanje. Jaz mojim udeležencem pravzaprav razložim razliko med težavo in izzivom v tem smislu, da če imaš ti dan, dva, da narediš projekt, imaš težavo in torej ne obstaja kreativno reševanje težav, ker ko imaš ti težavo in ne moreš kreativno rešiti, ker si ti že težava in si v črni luknji in rabiš nekoga, da te spravi ven in je najboljše narediti ta projekt rutinsko, kot ste ga delali zadnjič. Če imaš ti 2 meseca, da narediš projekt, imaš izziv, se lahko kreativno soočiš z tem izzivom, torej imaš čas, da razmisliš, kako bi lahko do cilja prišel tudi kako drugače in potem se ga rešiš. Ja. Torej, ko jaz razlagam, rečem, ko imaš problem, se ga loti rutinsko. Ko ima gasilci problem, imajo izučeno, kako se gasi hiša, pogasijo, ko prijo nazaj v gasilski dom, takrat se pa lahko pogovarjajo o tem, kako bi lahko naslednjič se soočili s to vrstnim izzivom tudi kako drugače. To, da jaz ločim to dvojno pojmovanje in meni osebno, mislim, je razumljivo, ampak se mi ne zdi, da kakorkoli pomaga, če problemu rečeš izziv, ker eno je problem, drugo je pa izziv. Je pa tudi ful zanimivo, ne? Ker študenti dobijo naloge na začetku semestra pri vsakem predmetu in imajo izziv, ampak potem odlašajo, pa imajo težavo. Tako, ja. Torej je uporaba besede težava še vedno povsem v redu, ne? Ker včasih imamo pač težavo. Tako. Ko imaš težavo, rabiš nekoga, da jo rešiš. Ja. Nastja, ogromno se ukvarjaš s poenostavljanjem razmišljanja. Kaj bi bile konkretne prednosti poenostavljenega razmišljanja in ali se lahko zgodi, da potem prenehamo biti pozorni na vse potrebne podrobnosti, ki bi bile pomembne v neki situaciji? Ja, zdaj, jaz učim večinoma po metodah, ki jih je razvil dr. Edward de Bono. In on v bistvu vse čas govori o namernem razmišljanju, namernem raziskovanju. Seveda, ko se navadiš teh orodij uporabljati, tako kot balerina ne rabi razmišljati, kdaj je grand plie, pa kdaj je šose, ampak pač samo naredi. In jaz v bistvu učim orodja in potem, kdor to uporablja, točno ve, kako nekaj načrtovati, kako se odločiti, kako nekaj ustvariti, samo za temi orodji, ki jih za to posamezno zadevo potrebuje.
In ljudje, ki se ne naučijo to vrstnega namernega razmišljanja, potem imajo to naravno razmišljanje. Ne? Mi začnemo na točki A, ne? Mi imamo zdaj sestanek, začnemo na točki A, rečemo 3 besede, še dobro, da si to omenila, ker jaz sem se pa zdaj to spomnila. Ja, ampak veš, kaj pa tisto zadnjič ste že naredili in tako mi na vse strani mečemo, ne da bi točno vedeli, o čem za vraga se pogovarjamo. Če se gremo mi tega malo bolj usmerjenega razmišljanja, se sicer trudimo, čakaj, na tem sestanku smo samo o tem pogovarjali, pa se tako malo približujemo oni osnovni temi. Pri našem namernem razmišljanju boš pa vedno začel, ne, to je cilj, to je fokus, toliko imamo časa, to bo vrstni red razmišljanja, najprej bodo samo informacije, pol bodo samo ideje, pol bo selekcija idej, pol bo vrednotenje idej, pa bo zaključek in naslednji koraki. In če delamo vsi v isto smer, to Debonovo paralelno razmišljanje, si 1-3 fertik. Ja. Ker v klasičnem načinu jaz dam idejo, ti mi poveš, zakaj je za nič, tu en mene brani, ker me ima rad, več ni pri ideji, ne? Tu nekdo izraža čustva, ker je že čisto zmeden, tu nekdo hoče, da biti končno objektivni, pa je v informacijah, in mi blage veze nimamo, o čem govorimo. Ne, če pa delamo tako na ta sistematičen, namerni, paralelni način, in življenje postane enostavno. Pol je pa Debono še razvil orodje prav za namerno poenostavljanje procesov. Se pravi, ko pride meni nekdo pa če, mi bi morali to poenostaviti. Ok, a imate popisan proces? Ne, če ga nimate, politik imate kaos. Če pa imate popisan proces, pa pogledamo, kaj se da združiti, kaj se da nadomestiti, kaj se da odstraniti. Ne? In si zopet poenostaviš. Tako da celotno ustvarjalno razmišljanje mora biti v funkciji učinkovitosti. Se pravi, ti moraš priti do cilja za manjšo porabo virov, časa, živcev, prepirov. In tudi, če poenostavljaš za to, da boš bolj učinkovit, boš pač rabo verjetno ustvarjalnost, da boš od točke A do točke B prišel. Torej, za čim manjšo porabo vsega. Ne, da bi karkoli spregledal. Zato je tako pomembno, da na začetku mi vedno pogledamo okvir, kje smo, kje so naši vhodni podatki, kje pravzaprav delamo, da ne boš delal na suho, pa pol stvari spregledal, in pol delamo, vse veste, gradimo hiše brez temeljev. Tako. Torej bi eno tako razmišljanje zelo koristno lahko bilo za študente, športnike in glasbenike, zaradi tega natrpanega urnika in lažje spremljanje svojega poteka. Moraš vedeti, kaj so ti cilji, moraš vedeti, kaj so ti prioritete, moraš vedeti, katere dejavnike vse upoštevati, moraš vedeti, katera stališča katerih ljudi upoštevati, moraš vedeti, kaj so posledice. In potem lahko razmišljaš, kako lahko v okviru tega, kar marim, kot je najbolje. Tako. Vesna, se ti zdi, da bi lahko v tem vodenju študentov skozi svoje razmišljanje in študij tudi tutorji odigrali svojo vlogo? Ja, se mi zdi, da imajo tutorji čedalje bolj pomembno vlogo na univerzi. Tudi jaz sem zelo vesela, da so se razvili tutorski sistemi, tako kot so vsaj v Sloveniji. Študenti se včasih kar soočajo z najrazličnejšimi ovirami na študiju. Pogosto se najprej seveda obrnejo na tutorje študente, ki je malo manj formalno, imajo občutek, da lahko več stvari vprašajo. So pa včasih tudi situacije, ki pa presegajo tako tutorstvo. Tako da tukaj pa pridemo tudi v poštev tutorji učitelji, ki predvsem se ukvarjamo z študenti z posebnimi statusi, recimo umetniki, športniki, študenti starši in pa študenti s posebnimi potrebami. Tako da študij je danes seveda dosegljiv zelo široki množici. In tudi med njimi so taki, ki se ali že odprej ukvarjajo z nekimi drugimi zadevami, ali pa se pri učenju soočajo z različnimi ovirami, recimo študenti s posebnimi potrebami zelo različnih področji. In so bili obravnavani zaradi svojih posebnih potreb že na nižjih ravneh izobraževanja in je seveda zelo smiselno, da temu sledimo potem tudi na univerzi. Tako da pri nas se dela na tak način, da se z vsakim takim študentom pripravi individualizirani načrt, tako da se v njem popiše, katere prilagoditve študent potrebuje.
in pa se potem gre skozi celoten proces, na kak način se bo dogovarjal za prilagoditev s profesorji, kje je vloga tutorja, učitelja in tako naprej. Ne. Se pa zelo spodbuja to samozagovorništvo. Se pravi, da je še zmeraj študent tisti, ki nekako upravlja vse te dogovore. Učitelj tutor nikoli ne prevzame odgovornosti. Študenta nikoli ne bo namesto njega delal stvari. Tako da na tak način se mi zdi, da je do zdaj se pokazalo kot zelo učinkovito in pa seveda prilagoditve, ki jih študenti potrebujejo, so narejene na tak način, da na alternativne načine še zmeraj usvojijo vse potrebne kompetence siceršnjega študija. Eno dodatno vprašanje bi imela čisto vezano na današnji svet in na digitalizacijo, pametne naprave in študij. Jaz sem letos pri enem predmetu prešla na digitalni delovni zvezek, torej sem se znebila vseh tistih groznih količin papirja in izgubljanja papirnatih delovnih zvezkov. Sem želela študentom priti naproti, pa na koncu, po celem semestru tega imam občutek, da je to mešano mnenje, ker eni so bili navdušeni, torej zdaj končno smemo uporabljati telefone, ki nam jih sicer prepovedujejo, vendar so pa vmes seveda preverili vsa socialna omrežja, odgovarjali na maile, pa morda upam celo še kdo kakšno novico prebral, pa so še kaj pametnega zvedeli med uro. Je pa seveda prednost tega, da so lahko bolj vključujoči, drug drugemu lahko pomagajo, tudi tisti, ki so bolj tihi, se preko kakšnih digitalnih orodij lahko izrazijo, ne, ker ni treba osebno povedati. Kakšno je tvoje mnenje o vključevanju vsega tega v študijski proces? Več plusov, več minusov? Jaz mislim, da je tehnologija nam lahko strašno v pomoč in pa v strašno oviro. Tako da ja, tudi pri nas študenti uporabljajo čedalje več nekih pametnih naprav, tudi čist na predavanjih. Zelo pogoste so tablice, na katere delajo zapiske. Recimo pri nas je kar navada, da profesorji že vnaprej damo PowerPoint izročke in potem si študent odpre ta izroček na tablici in zraven dopisuje. Kar se meni zdi super, predvsem z ekološkega vidika, ker ne rabijo potem tiskati teh zadev, ne, prišparamo na papirju. Ampak ja, tako kot si rekla, ne, potem pa kar naenkrat, ne samo, da si piše zapiske, pa mu zažmrka, da je dobil tukaj sporočilo, pa tam mail, pa to mora urediti in kar naenkrat spet smo tam, ne, imamo spet razpršeno pozornost in ne morejo več slediti. Ne. Ko enkrat zgubijo fokus na predavanje, je zelo težko priti nazaj. Ne. Je pa nasplošno, ja, sploh med mladimi, čedalje več uporabe pametnih naprav in čedalje več problematične uporabe pametnih naprav. Tako da recimo danes se zelo veliko govori o posledicah te uporabe, recimo nomofobija je ena taka posledica, se pravi neke take občutja tesnobnosti, ko ne moreš uporabljati svojega telefona takrat, ko bi si ga želel, pa na tak način, ko bi si ga želel. Strah pred zamujenim in kar naenkrat čekirajo 50krat v eni uri svoj mail pa svoja socialna omrežja. In seveda smo spet v začaranem krogu. Ne? Ogromno informacij, na vse se moramo odzvati in spet mi zmanjka neke usmerjene pozornosti. Ne? Jaz delam skoraj izključno s plakati in post-it listki. Zato, ker večinoma delam z odraslimi, ampak res ni razlike. Lahko so sami direktorji. Isto. Če jim ne odstrani mobilnih, ne? Vse delamo. Ja, vse sem tu. Rekla, ko poslušate, ko probate avto parkirati, vi tudi hkrati odgovarjate na sejo, ne? Ne moreš delati dve stvari hkrati. Verjetno, da res. Ja, ta multitasking je strašen. Domnevajo, da obstaja. Domnevajo, da obstaja. Njemu bo pa to uspelo. Ja, sigurno, točno njemu. Ja, zelo zanimivo je, ker mi smo pa naša sodelavka je poskusila zdaj v preteklem študijskem letu pa z delovnimi listi. In potem, kakšni so bili rezultati študentskih anket? Porazni. Zaradi tega, ker se nismo v srednji šoli, dajmo se ukvarjati na tak način, kot je študij na univerzi predviden in tako naprej. Tako da se kar upirajo. Delovnih listov ne marajo.
Tako da oni morajo, ampak kakorkoli. No. Da ne zaidemo, vsekakor, dokler imaš internet, nimaš pozornosti. Tako. Nastja, kaj bi ti svetovala študentom, športnikom in glasbenikom, da bi lažje obvladali vse te svoje obveznosti? Zdaj, zagotovo jim te stvari, ki se jih naučijo na študijskem področju, lahko pride prav tudi na drugi karieri, torej v športu in v glasbi, tako da določene stvari vedo, da so prenosljive, ampak morda še več poudarjanja tega, kako podobne so si naše spretnosti, ki jih uporabljamo na različnih področjih, to pa vedno koristi, kaj ne da. Mislim, to so izjemno disciplinirani ljudje, ker so že navajeni žonglirati z dvema življenjama istočasno. Tako da edini moj nasvet je vedno, vzamite si dovolj časa za počitek telesa in možganov. Ker sicer prioritete ti ljudje ponavadi že zelo dobro vladajo. Naj bi prišli do tega, da so že na študiju in hkrati. Včasih se mi zdi, da je večja težava, da pozabijo, da preforsirajo možgane in telo in potem jih zablokira. Nimam časa za preventivo, pa imaš pa čas za kurativo. Tako da to je moj edini nasvet. Vzamite si čas brez vsega. Vesna, imaš ti podoben občutek za športnike pa glasbenike na vaši fakulteti? So bolj organizirani kot njihovi vrstniki? Ja, zdaj pri nas navadno več je recimo športnikov, glasbenikov oziroma drugih umetnikov jih je nekoliko manj. Je pa tako, da pridobijo lahko spet nek posebni status, ki jim omogoča, da malo več manjkajo, da recimo drugače oddajo obveznosti, imajo izpite ob drugih terminih. Zelo pogosto se zgodi, da na začetku se znajdejo v enem precepu, kako in kaj. Ker spet delo je na fakulteti čisto drugačno, kot je bilo v srednji šoli. Tudi pogosto grejo lih iz prehoda v srednjo šolo na fakulteto ali v kakšne bolj članske reprezentance, to so že starejši kot prej. Veliko več je stvari in tudi na fakulteti je veliko več stvari. Se pa v veliki večini se je pokazalo, da se zelo hitro organizirajo, da si zmorejo nekako razporediti čas smiselno in še zmeraj opravljajo vse obveznosti. Tako da do zdaj so bile izkušnje zelo pozitivne. Status pa velikokrat imajo kot neko rezervo, takrat, ko vedo, da recimo bodo odsotni recimo celo izpitno obdobje, smučarji po zimi sploh. Nastja, eno vprašanje, ki je vezano morda malo bolj na glasbenike. Katarina je izpostavila, da kako gre tukaj za drugačen način dojemanja situacije, glede na to, da je zelo izjemno pomembna komponenta umetnosti, da gre za neko celostno dojemanje. A misliš, da bi se oni morali učiti drugače kot ostali? Jaz zelo nerada posplošujem v resnici. Jaz mislim, da vsak izmed nas ima svoj način, kako se uči. In če bi le bilo mogoče se učiti malo bolj individualizirano, bi bilo veliko lažje. Ni bilo tako, da nekoč, ko se je tak cel koncept izobraževanja začel, v 17. stoletju je imel plemič sam več različnih učiteljev. Potem je pa tega časoma nastala množičnost in potem iz tega nastala industrija in potem imamo zdaj danes da je vse tipsko. Ljudje smo pa v resnici individualni. Tako da zagotovo tudi dva glasbenika imata nekaj podobnega pa nekaj različnega. In predvsem je fino, zato je lepo, da smo začeli s tem učenjem učenja. Da človek in za samoregulacijo. Da človek ugotovi, kaj na kak način njemu paše. In potem, kolikor se le da, tisto, kar je odvisno od njega, dela na način, ki njemu ustreza. Torej, če bi te vprašala, katera strategija učenja je najbolj učinkovita, v resnici je odgovor tista, ki posamezniku najbolj ustreza? Tista, za katero si ti osebno ugotovil, da ti je v zadnjem letu dni najbolj pomagala. Vesna, če bi te vprašala za kuharski recept, katerih 5 sestavin je najbolj pomembnih za dobro učenje, bi ga lahko sestavila? Jaz bi rekla radovednost, notranja motivacija, dobro razpoloženje, seveda tudi malo truda in pa doseganje ciljev. Iskrena hvala za čudovit pogovor. Hvala.
Super. Ja, fino. Hvala za dopolnjevanje druge in vse zanimive vsebine, ki smo jih odprli, pa upam, da bodo služili za začetek kot povabilo v ogled nadaljnih vsebin tega modula. Hvala lepa. Super.